Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Se vam je že kdaj zgodilo, da ste bili v situaciji, ko niste vedeli, ali bi stopili levo ali desno? Da ste bili v situaciji, naprimer z otrokom, kateremu ste nekajkrat razložili, kako se določena stvar dela, čez en teden pogotovite, da se pravzaprav ni nič spremenilo, da otrok dela še vedno na isti način, se pravi, da je bil pogovor brezpredmeten. Se vam je kdaj zgodilo, mogoče če ste podjetnik, da imate odličen predmet za prodajo, odličen, pa vendar se ne prodaja. Kako to? Kaj je tukaj narobe, da se dogajajo take stvari? In seveda lahko še tudi mnogo hujše. Danes imamo v studiu gospo Natašo Čebulj, ki nam bo pomagala razrešiti marsikatero tako dilemo in poiskati rešitev. Nataša, lep pozdrav. Lep pozdrav, dober večer. Jaz sem tukaj zdaj obljubil, da boš ti našla neko strašno rešitev za vse probleme in težave, ki so na tem svetu. Upam, da me ne boš razočarala. Ja, te bom kar razočarala. Ja, kar je tukaj pomembno, da nekako rešitve so okoli nas. Mogoče lahko jaz najdem samo ali pa pokažem z neko metodo, pot, kako najti te rešitve, da bi jih pa jaz dala, to bi bilo pa že malo, bi rekla, zelo androcentrično ali pa egocentrično, da je to mogoče. Da ugotovimo, kdo naša današnja gostja, Nataša Čebulj, pravzaprav je, si lahko malce pogledamo oziroma preberem, slišimo, je univerzitetna diplomirana pedagoginja, andragoginja, je profesorica umetnostne zgodovine, certificirana NLP coachinja, je certificirana mojstrica poslovne komunikacije, je licenčni moderator sistemske postavitve in organizacije postavitve po metodi Berta Hellingerja, je članica Hellingerjeve znanosti oziroma Hellinger Science in pa seveda tudi Hellingerjeve Lebensschule, se pravi življenjske šole in seveda še tudi kaj drugega. Nataša, kako si pa se prišla v stik s temi postavitvami, sistemskimi postavitvami in kaj pravzaprav to pomeni? Ja, mogoče bi te samo dopolnila k temu tvojemu prvemu delu, da predvsem bi rekla, da sem hčerka svojih staršev. Tako da sem hčerka svojih staršev, da sem otrok svojih staršev, sem srečna, da še živita. Tako da sta še živa, hvala Bogu, kljub samo okoli 80 let sta stara, da sta še kar zdrava in čila. Sem tudi partnerka, sestra, prijateljica, mama in sem tudi že babica. Tako da to so moje glavne, mogoče bolj pomembne vloge, kot pa bi rekla vsi tisti nazivi, ki sem jih zdaj tukaj uradno. Te nazivi mogoče mi samo omogočajo tisto znanje, ki sem jih dobila z njimi, da lahko okrepim to svojo vlogo in da v bistvu to lahko širim. Zdaj, kako sem to metodo spoznala? To metodo sem spoznala tukaj v Sloveniji, temu bi rekla metodo postavitev družine, zdaj če se o tem pogovarjamo. To je en delček sistemskih postavitev, je postavitev družine in dotaknila sem tega čisto na svoji situaciji življenjski. Bila sem v procesu ločevanja, to je bilo med letom 2001-2002. Bilo mi je zelo težko, v biti sem imela, tako bom rekla, nekakve vrste težko otroštvo, oziroma mladost, ker tudi moji starši so bili ločeni, so se ločevali oziroma niso se najboljše razumeli. In jaz sem si rekla, ne, jaz bom pa ostala poročena, jaz bom pa imela srečno družino, jaz bom pa to. In kljub samo, da sem se zelo trudila in hodila še na sva z možem hodila na neke terapije, nama ni uspelo. Zdaj bi lahko rekla, mogoče nama je uspelo na nek drug način, še dan danes sva prijatelja. In seveda imamo skupnega sina, vnuka in v biti bi rekla, da je on eden od ljudi, ki jih v bistvu zelo cenim in spoštujem in če bi izbirala še enkrat očeta svojega otroka, ne bi zamenjala. Tako da v bistvu imam zelo dobre odnose z njim. Zdaj, in moram reči, da temu ne bi bilo tako, če ne bi spoznala te metode. Ker seveda takrat sem bila zelo jezna nase, na njega, kako to, da se nama to dogaja, kljub celem trudu.
In potem sem spoznala v Sloveniji metodo postavitev družine, ki jo je popeljal Matej Škufca. In ko sem bila prvič na tem, takrat sem bila seveda poslovno zelo uspešna, ampak družina mi ni uspela zadržati. In sem to naredila, to metodo, kot primer lahko povem kar praktično, kako je bilo. Prišla sem v takem elegantnem kostimčku, po enkrat avgusta je bilo to, ker je ravno imel oče od mojega sina, je imel počitnice z njim. In meni je bilo pač malo težko in sem si htela zapolniti vse popoldneve in dobim eno obvestilo, takrat še ni bilo interneta na SMS. Da, ena delavnica postavitev družine, neka predstavitev. Pa sem rekla, no pa da vidimo, kako se družina postavlja, ker meni ni uspelo. Pridem jaz tja, nisem nič niti vedela, kaj se za to gre. In ko so postavljali en primer, ravno ena gospa je postavljala, zakaj ima konflikte z svojim možem, oziroma in v bistvu že ta mož nekje odhajal, čeprav je imela šele 1 let starega otroka in to je bil že drugi mož, ko je zapuščal. In potem se je pri postavitvi pokazalo, da je povezana z svojo teto, se pravi z sestro od svoje mame. In jaz sem predstavljala to teto. Tam so me postavili noter, ko naenkrat sem začela jokati, padla sem dol. Jaz sem čisto šokirana, kaj se mi to dogaja, kako je to mogoče, ker jaz se sploh ne spomnim zadnjih 10 let, da bi kdaj jokala. Tako sem htela vse zadržati v sebi. Takrat se pa sploh meni čisto neka druga čustva, ker je v bistvu njej mož umrl in se nista nikoli poslovila in je potem prišla do tega, da se je pol ta situacija rešila, je imela tak spomin, ta njena situacija družinska. In ko sem to doživela, sem rekla, super. Se pravi, v tej metodi padeš v čisto neko novo, drugo vlogo lahko. Točno tako, kot predstavnik si lahko čisto prevzameš čustva, energijo nekih drugih ljudi, če pa sploh ne veš, koga predstavljaš. Jaz sploh nisem vedela, kdo je bila ta teta. Sploh nisem niti vedela, da jo predstavljam, samo sem bila neka teta, nisem poznala ne te klientke, ničesar. In kar je bilo najbolj šokantno, da sem se zavedala, kako pomembno je družinsko drevo, da veš, kaj so naši predniki počeli. Moram reči, da 2 leti nazaj, tudi moja mama, preden sem jaz prišla do te metode, leta 2000 je začela raziskovati našo družinsko drevo. In moram reči, da mi je bila zelo utrujajoča v smislu, da mi je to govorila o teh tetah, pa dedkih, pa v smislu, kaj mi to govori. In mi je bilo tako, kaj je to, ne? Ampak potem sem je bila zelo hvaležna, ker ona je imela to drevo že vse narisano. In potem se je pokazalo, da tudi jaz v moji situaciji, ne, in tudi moja mama, kako smo povezani s situacijo 4 generacije nazaj, ker sta se v bistvu dedek in pradedek in prababica razšla na nek neugoden način, bi lahko rekla. Ena družinska tragedija je bila. In v biti danes to že vemo, da so znanstveniki ugotovili, da imamo v našem DNK en prazen kromosom, ko dolgo niso vedeli, kaj je ta kromosom sploh je. In potem so ugotovili, da je znotraj čustven spomin naših prednikov. In v biti smo mi toliko zvesti temu spominu, temi energiji, da v bistvu včasih sploh ne vemo, zakaj nekaj počnemo. Čeprav hočemo nekaj drugače in imamo včasih neke čudne občutke in to je tisto, kar ta metoda pomaga. In moram reči, da tudi moji starši po teh postavitvah, celo moja mama je šla na to postavitev takrat, so danes prijatelji. Takrat pa so bili neki dogodki moji družinski, od praznovanja rojstnih dnevov, diplom, rojstva otroka, poroke, nekaj najbolj groznega, ker se nisem upala ne mame pogledati, ne očeta, ničesar. Samo da ne bi ona bila jezna, ampak danes za vsa praznovanja, vse praznike se dobimo z očetom, z mamo. Tudi ona dva sta prijateljska drugega in ko sem imela 40. rojstni dan, sta mi rekla, da sem bila otrok ljubezni. In zame je to bilo wow, ker nikoli nisem videla v nekem ljubečem odnosu in takrat sem prvič videla, kako se spoštljivo gledate drugega in mi je bilo wow, tako lepka. Se pravi, ta metoda da človeku nek vpogled v svojo okolico, tako kot si prej omenila. S čim pa človek naj pride, recimo na eno tako postavitev? Samo s problemom ali mora prinesti še kakšne druge podatke o sorodnikih? Zdaj bi tako rekla, v bistvu bi lahko pride tudi brez vsega. Kdaj so te situacije? Da imamo občutek v družini, da nimamo svojega mesta, da imamo občutek, da nas noben ne razume,
da nam vedno partnerji nas zapuščajo ali pa mi imamo težnjo, da bi pobegnili, da imam čuden odnos s svojimi otroci, imam čutek, da me ne spoštujejo ali ne pogovarjam se s sestro že 15 let, zelo take težke situacije ali bolezni, odvisnosti, to so zelo take situacije. Zdaj bom rekla, zakaj je zaželeno to družinsko drevo? Ker potem vemo, kateri dogodki, to je neke vrsta naša priprava. Zdaj, kot moderator družinske postavitve, jaz ne potrebujem ničesar. Meni je samo pomembno, da mi stranka zna povedati nekaj o sebi, kaj je tisto, kaj se jih dotakne, katere zgodbe. Včasih so njihovi starši, naprimer tudi pri mojih starših, moji mami je tudi umrl oče, ko je bila stara 4 leta, so bili izgnani, dosti močne travme so doživeli, in potem nas čudi, zakaj nas starši niso objeli, zakaj so bili tako hladni, ampak tudi njih niso njihovi starši objeli in se ta vzorec ponavlja, in včasih težko to presežemo in s to metodo lahko gremo nazaj v te dogodke, se pokažejo, to je ta fenomen in v bistvu lahko temu se reče, to je neke vrste zdravljenje družinske duše, tako bi rekli. Kako pa to praktično v resnici izgleda? Človek pride, mora zdaj te sorodnike s sabo pripeljati, kako to čisto konkretno, praktično izgleda? Zdaj bom tako rekla, prvo, kar je, lahko pride samo on. Seveda je zaželeno, da prideta mož pa žena, če želita. Lahko pridete tudi mama oziroma starši pa otroci. Kdorkoli želi priti iz družinskega sistema, je zaželeno, da se pride. Ni pa nujno. Jaz vedno rečem, ko me včasih kličejo, mama pravi, da bi rada hčerki pomagala, pa potem me hčerka posebej pokliče, pa karkoli, ne rečem tudi hčerki, da ji ni treba priti, če ima neugoden občutek, tudi mama, če kliče, pa hčerka hoče, da pride, ali obratno, kdorkoli, da tukaj je samo tisti zaželen, ki ima sam potrebo, da pride. Ponavadi tisti, ki želijo, da nekdo drug pride, je pri njih situacija, so oni povezani z nečim in vpeti z neko situacijo. In seveda je, čim več jih pride, tem boljše. Nekoč je prišla mamica z 4, 5 otroki. Je rekla, jih nimam kam dati, jih lahko pripeljem s tabo. So rekla, od mene so vsi dobrodošli, če je vam ok, meni je ok. In so tako lepo sedeli, takoj se je videlo, kakšna je situacija. In je bilo tako lepo videti. Tako da vsak je dobrodošel, nobenega se pa ne sili. To je zelo pomembno. Tako da tudi, če nekdo drug, naprimer, da bi jaz želela, da moj sin gre z mano na postavitev, ga silimo nekaj, sploh če je to odrasla. Če so otroci že neki 15, 16, jih ne moramo več siliti. Zdaj, dokler so še majhni, mlajši, potem lahko pričakujemo od njih, da grejo z nami. Kot mi, kot starši, rečemo, da grejo z nami. Vkolikor se pa mi neugodno počutimo kot starši, da so otroci z nami, pa boljše, da ne. To je čisto odvisno od vsakega posameznika, od vsakega družinskega sistema. Pomembno je, da povem, da tukaj ne delamo z posameznikom, ampak z njegovim sistemom. In včasih sistem ne dovoli, da bi nekdo prišel. Ja. To je zdaj to. Obstaja kakšen red v teh postavitvah? Ja, sej Miran, ti že poznaš to. Drugače pa je v bistvu, kaj je v bistvu te metode? Do česa je oče te metode, Bert Hellinger, se mogoče bova kaj povedala o njem. Pred 2 mesecama je umrl in je, ja, hvala Bogu, da nam je to metodo dal. Prišel je do tega, čemu ljubezen ne teče v družini. Ker vsak si želi, da bi bil ljubljen in da bi zmogel ljubiti nekoga. In seveda, da bi najprej se v partnerstvo našli z nekom, da bi lahko drug drugega, da bi tekla ljubezen, potem so otroci in potem, da med nami teče ljubezen in tako naprej. To si večinoma ljudi želi, pa reka, mogoče ne vsi, ampak večinoma ljudi si želimo, da bi bili ljubljeni, da bi bili zdravi, da bi nam šlo dobro, bi rekli, da teče, da ljubezen in sreča tečeta. Zdaj bo novo leto, novoletni prazniki kmalu in to je obdobje, ki se posvečamo družini in vsakmu želimo, da želimo zdravja, sreče in ljubezni v družini. Vendar se pa to velikokrat ne zgodi ali se pa prekine. Ja, to je pa prišlo do tega, da so kršeni naravni redi. Zdaj, če govorim družinski sistem, v bistvu bomo rekla, da vsaka družina je ena energijsko polje, tukaj imamo tudi knjigo o polju,
Kaj to pomeni, da je družina polje? Družina je en sistem, ki skupaj z nekim čustvovanjem, delovanjem in mislimi, z nekimi lastnostmi in vedenjem in vedenjem ustvarja neko energijo. Eno energijo in v bistvu ta energija, ki se ustvarja življenje in skozi njega teče, ima neke svoje principe delovanja, neka pravila igre. In zdaj, zakaj te pravila igre neko družina ustvari? Gre za neke vrste preživetje. In mi v vsaki družini imamo nekaj, kar je prav, pa kaj je narobe, pa je nekdo kriv, pa nedolžen in vse to. In na nezavednem ta družina, da lahko preživi nekoč, izloča kakšne stvari. Se pravi nekoga, ki ni takšen, kot družina pričakuje, ali nekdo, ki je nekaj groznega naredil v družini, nekdo, ki je nekaj hudega naredil v družini in jih izločimo, lahko bi rekli, izločamo ne samo tudi ljudi, lahko tudi ene težke zgodbe, dogodke, karkoli. In zdaj bom tako rekla, čemu to naredimo, temu se reče, do tega je Hellinger prišel, da ima vsaka družina neko dobro vest. Takrat, kdaj imamo dobro vest, ko imamo čutek, da smo pridni, da smo nekaj dobro naredili, rečemo, da imamo čisto vest. Ja. Ampak na nezavednem delamo tako, kot pričakuje od nas družinski sistem. In ta čista vest, da sem dober ali slab, kaj je dobro, naprimer bi rekli, v naši družini imamo pravila, da mora biti vse pospravljen. V eni družini se ne sme zamujati, v eni družini se ne sme na glasno govoriti. Imamo svoja pravila in ko sem takšna, naprimer, če imam vse urejeno, tako kot naprimer v naši družini, potem jaz to pričakujem tudi v službi, pa pri partnerju in pričakujem, da mi nekdo reče, wow, Nataša, kako se lepo pospravlja, In mi doben tega ne reče. In potem se začnem kregati, kaj doben ne opazi, da sem jaz pospravila. In seveda, ker je to bilo v naši družini, so bila ta pravila. In na nezavednem se to do 6 leta starosti naučimo, ta tiha pravila. Ker kot otrok nekje ne moramo preživeti do tega leta starosti in skozi svoje starše na nezavedno se naučimo ta pravila. In zdaj seveda ta pravila tudi izločajo ljudi iz našega sistema. In do tega je prišel Hellinger, da obstaja pa neka druga zavest, ki pa ne dovoli, da bi bile stvari izločene. In je prišel do tega, da niso, tako bi rekli, zdaj bi rekla za mojo srečo osebno, ni pomembno, kako gre mojemu otroku pa mojemu vnuku, čeprav se zdaj kruto sliši, ker bi rekla, valjda je pomembno, da je moj otrok srečen pa moj vnuk. Ne, če sta on dva srečna, da bom jaz srečna, ampak obratno. Če bom jaz srečna, zdrava in zadovoljna, bo šlo mojemu sinu dobro in če bo njemu šlo dobro, bo šlo njegovemu sinu dobro. Se pravi mojemu vnuku, če pa jaz rečem mojemu sinu, če boš ti srečen, bom jaz srečna, pa naprimer, da bi moj sin bil star 6 let, pa jaz rečem, ljubče, sam, če boš ti srečen, bom pa mamica srečna. Zdaj pa 6-letnik nosi mojo srečo, kak je njemu? Breme, ne? Breme in je težko. Kaj to pomeni? Da v biti je pomembno zame to, kar je bilo pred mano tukaj. Se pravi, če imam kakšne starejše brate in sestre, najbolj pomembni so seveda starši. Si predstavljam, jaz sem pol mame in pol očeta. Pa če nočem ali hočem. Ker to je tako, kot da bi se 2 kozarca vode dali skupaj in zlili v en kozarc. In zdaj kako lahko to ločimo? Ne moramo. Oba starša sta v meni. Potem so tukaj njuni starši, prastarši. Nekje 5 do 7 generacij nazaj imamo čustven spomin, kaj se je dogajalo z našimi predniki, včasih pa še dosti dan nazaj. In to so v bistvu take situacije, ki so za nas pomembni. Ampak to še ni vse. Hellinger je prišel do tega, oče te metode, da so pomembni tudi ne samo direktno naši predniki, kot so starši, prastarši, starši, tudi njihovi bratje in sestre. Pokazalo se je tudi vsi splavljeni, abortirani otroci ali pa zgodaj umrli otroci. Pokazalo se je, da tudi, bom rekla, vsi partnerji naši, kaj za to pomeni, ne samo naši, spomnim dobro moji, niso za mojo srečo, mogoče za srečo mojih otrok, ampak partnerji mojih staršev, kar pomeni, če bi imel moj oče še eno ženo ali pa moja, pred mojo mamo, ali pa da bi imela moja mama še kakšnega moža, ali pa naši stari starši, prastarši, to so vsi pomembni, vsi, ki smo nekako imeli spolne odnose z njimi. In zdaj si predstavljate, včasih je kakšna, naša prababica bila poročena s prvim možem, pa je padel v vojni in potem se je poročila z našim dedejem in so čisto pozabili, da je tisti prvi mož živel, mogoče so celo po njem posestvo dobili in potem so vsi pozabili na njega. Ampak če ne bi on umrl,
Naš dedo ne bi imel možnosti in potem tukaj se gre, da pogledamo, kdo vse manjka v sistemu. Sprav, tukaj se pa stvari zelo zakomplicirajo. Ja, ker zakaj izločamo? Zdaj bom povedala en primer. Zakaj družina izloči nekoga iz družine? To je pač čisto konkreten primer, bom povedala. Naprimer, 3 generacije nazaj sta bila dedek, pač mož pa žena, ker tista bila dedek pa babica, mož pa žena, sta se imela rada, sta se ljubila, sta imela 3 otroke in začela se je Prva svetovna vojna in on je bil poklican v vojsko. In ona je rekla, a boš prišel nazaj? On je rekel, obljubim ti, da pridem. Nikoli se ni vrnil. In na fronti, ko je umrl, se je zavedal, da se ni z njo poslovil in ona ga je čakala še 10 let, upala, da bo nekod prišel. In ni se. In nastala je ta občutek, da je sama in da je nekdo zapustil. Zdaj, o njem ni htela govoriti, nikoli ni več govorila. Do neke mere je bilo tako težko, da je preživela in ga je izločila, dala ga je, in tudi njeni otroci niso upali o tem govoriti. In kaj se dogaja po naslednjo generacijo? Se pravi, se potem, če bi imela hčerka si najde moža, ki ni nikoli prisoten. Se pravi, bomo rekli, je mogoče trgovski potnik in nikoli ni doma ali pa gre delati v drugo državo in je skozi sama. In če bi imeli sina, on si najde delo, da je tudi spet gre v družine. Ali pa celo, in potem sta tukaj vnuk pa vnukina, ki mogoče se celo razvežejo, samo zato, da so zvesti temu vzorcu, ki je bil od tam. In seveda pride potem kakšna prav vnukina in reče, jaz ne morem zadržati dobenega moškega, vsi moški grejo in doben se ne poslovi od mene. Se pravi, te stvari se da na ta način razrešiti. Ja, naredimo, kje se je ta prvi dogodek zgodil, zakaj se to dogaja, s kom je povezan ta njena zgodba, zakaj ona privlače take moške, ki grejo. Zdaj bi bilo mogoče dobro, da še nekaj poveva o avtorju te metode, ker je metoda fantastična in bi bilo pošteno, da se nekaj o avtorju te metode tudi pove. Ja, zdaj Bert Hellinger. Tukaj imamo nekaj njegovih knjig. Ja, v slovenščino so prevedene 3 knjige. To so ljubezenske zgodbe, Sreča, ki ostane, priznate to, kar je tukaj, imam 2. Zdaj da se jih dobiti v knjižnici, mogoče še Korenine in Krila, da imajo še kakšne tudi zakupiti. Koliko vem, knjigarni jih ni. Kako je on začel s tem? Kako je on prišel do tega? Zdaj, kako je on prišel? On je v bistvu do neke mere je bil teolog. V nacistični Nemčiji je bil najstnik, bil je veliko šikaniran, ker so bili njegovi starši takrat proti nacizmu in zaradi tega je bil tudi že kot 16-letnik poklican v vojsko. In je bil tudi vojni ujetnik, v Angliji je bil tudi potem zaprt in potem bi rekla, da se je zarekel, da če bo v bistvu preživel to vojno in da bo živ, se je odločil, da bo šel študirati teologijo. In je postal teolog, rekla filozof, tudi je bil učitelj teologije, misionarjev tudi in je učil tudi druge, kako biti misionarji, bil je zelo zavzet, zelo zagret. Do neke mere v bistvu je bil zelo tak zvest temu katoliškemu sistemu. Dokler ni šel službovati v Južnoafriško republiko, tam je bil ravnatelj ene dijaške katoliške šole in je prišel v stik z plemenom Zulu. In je bil zelo šokiran, kako so Zuluji med sabo kot družinski sistem povezani. Še posebej se ga je dotaknilo, ko so ga nekoč starši teh otrok, učencev, povabili na eno njihovo praznovanje, na en obred. In ko je prišel tja, na ta obred, je bilo mogoče nekje 15 do 20 ljudi v tej družini in potem so začeli plesati, izvajati rituale. In v tem plesu in ritualih kar naenkrat ni bilo več samo 20 ljudi, kar naenkrat je bilo tukaj 30, 40, 50, 60. In vsi predniki so prišli od tam, bom rekla. Z druge strani. Ja, in oni živijo samo v sedanjem času
In tudi njihov pozdrav je, a še se tukaj. Se pravi, oni se skozi vidijo. In če si tukaj, reče, sem tukaj, če sem pa tam, rečem, sem že tam. Zakaj je to tako šokantno, da mi skozi smo? Samo odvisno, ali smo tukaj ali tam. In zdaj bom rekla, če tukaj živimo nekje življenje, ki nas radosti in da se nekje v miru poslovimo, z ljubeznijem in spoštovanjem in gremo pol tja, potem smo lahko tam. Če se pa ne poslovimo, ko bom rekla, na nek miren, spoštljiv način, ko se poslavljamo, potem še vedno nekako ostajamo tukaj. Kaj pa vem? Naprimer, da smo mi dva prijatelja in sva zmenjena, da bi se zmenila, da ti jaz pripravim, posodim neke knjige, da ti poiščem in ti to nujno rabi za neki referat, se dogovorimo in jaz pozabim priti. Kar se mi je zdelo nekaj drugega bolj pomembnega. In ti me čakaš pol ure, pa mi pokličeš, pa če mi, oj, sem pozabila, ti lahko jutri, ti imaš pa ta referat naslednji dan. In potem si ti užaljen in to, in jaz sem na neki ekskurziji in se vozim in imam potem prometno nesrečo. In umrem. Bom rekla, po našem umrem. In kaj se potem zgodi? Oba imava neugoden občutek. Jaz do tebe, ker nekaj nisem naredila, ker sem se tako razšla, in ti, ki imaš občutek, da se je to zgodilo zdaj zaradi najnega prepira, in potem jaz gledam sem, čeprav sem že tam, in ti gledaš tja, čeprav si še tukaj. In najino dno še vedno je. Kljub samo, da sem jaz že umrla. In zdaj seveda, kaj se dogaja potem tudi pri postavitvah, da ker nisi tukaj več, potem se ti dogajajo čudne stvari. Skozi imaš ene težave, pa to že pozabiš, lahko že 10 let mimo za to situacijo in se skozi dogajajo neke težave. Jaz pa tudi nimam mira tam, zato ker skozi vem, da ti mene nazaj kličeš. In pri postavitvi damo možnost, da se ljudje poslavijo v takih situacijah. In zdaj, če se vrnem k Hellingerju, on je bil tako šokiran, ko je to doživel, tiste prednike in vse to, da kljub samo, da je še vedno do konca smrti ostal neke vrste katolik, da je vedel, da ne more več govoriti o enem Bogu, da gremo nekam tja in da nas tam nekdo čaka. In je potem mu dal vsa pooblastila in se je spoštovanjem poslovil od tega svojega poklica teologa. In je šel študirati potem psihoterapijo v Ameriko in je tam študiral zelo veliko od Gestalt, transakcije, Miltona Eriksona in tam je spoznal tudi metodo večine satir, ki je prva začela z nekimi klasičnimi postavitvami in on je na ta fenomenološki način leta 1992 naredil prvo postavitev. Kaj to pomeni fenomenološki način? Postavitve so bile že prej. Neka najbolj mila oblika postavitve so igranje vlog, dramska terapija, psihodrama. Tukaj pri tej metodi pa se zelo malo govori. In nekako predstavniki prevzamejo energijo in čustva dejanskih ljudi, tudi ene prababice, ki je že 2 generacije nazaj umrla, ali neke mame, ki je mogoče umrla še pred 5 leti, ampak se točno tako vede, kot je bilo. In zdaj se vprašamo, kako je to mogoče, kaj to je. Ne, a smo to za neki, začasih bi to rekli, a to so pa za neke čudne stvari, ne. Ampak to je lahko zelo preprosto razložiti, to že fiziki, matematiki, da se razlagajo, da je to neke vrste morfološko polje in naše telo je sestavljeno iz 2/3 iz česa? Energije. Energije vse, vode. Vode. Ne, tekočega stanja, tako kot zemlja, ne. In vemo, da po vodnih hlapih in po vodnih formacijah hitro potujejo. In ko se mi postavimo v to polje, potem nekako lahko to zaznavamo, čeprav najprej ne vemo, koga predstavljamo, pa se točno tako naše telo je kot neke vrste, ne da smo mi mediji, ko je to tako popularno, ampak smo neke vrste prevodnik kot membrana. Jaz tako rečem, zdaj so tako popularni ti zvočniki, ne, ko z njimi igramo, ampak ta zvočnik sam po sebi ne more nič igrati. Rabi USB, da se na njega priklopi neka glasba, ali pa rabi preko Bluetootha neko povezavo z dejanskim. In si predstavljamo, da smo mi ta zvočnik, ampak potem ta zvočnik se mora priklopiti ali na Bluetooth ali pa na USB, da lahko igra neko glasbo.
Mi se še vedno zavedamo, da smo zvočnik, ampak igramo to situacijo. Zdaj tako zelo na nek način skušam poenostaviti. Ja. Rekel, čas se zelo hitro izteka, zato mogoče samo še omenjava poslovne postavitve oziroma kakšne še druge postavitve obstajajo. Ja, moram reči, da ravno zaradi organizacijskih postavitev sem leta 2014 ustanovila Inštitut za sistemske postavitve, ker mi je bilo, jaz sem jih srečala pri Hellingerju, ko sem 2008 videla, da to velja tudi v poslovnih sistemih in mi je bilo, wow, to je tudi za poslovne sisteme in celo sem pol zvedela, da eno podjetje, v katerem sem delala multinacionalno, celo kot druge na ta način in druge podjetja in sem bila tako šokirana, sem rekla, wow, če naredimo postavitev družine, omogočimo enemu družinskemu sistemu, da lahko srečno živi. Če pa imamo naprimer enega podjetnika, ki naprimer ima pri službi 100, 200, 300 ljudi in on uspešno vodi podjetje, lahko gre pa 100, 200 družinam dobro. In meni je to bilo, wow, to pa res treba prenesti v ta svet. In potem sem šla se šolati seveda na Nizozemski inštitut Berta Hellingerja in smo tudi prevedli to knjigo Polja skritih povezav v organizacijskih sistemih, kjer govorijo ravno konkretni primeri, so napisani o tem. In smo začeli pol tudi usposabljati, jaz sem sodelovala z Nizozemskim inštitutom, postala sem trener in sem tukaj, zdaj smo že 5. generacijo, letos končala teh moderatorjev za organizacijske sisteme. Zdaj, kakšna je razlika med družinskimi sistemi in organizacijskimi? Bi rekli, da je družinski sistem ima človeško polje in je mogoče čustven, globok, se nas bolj dotakne. Gremo v globino, bi rekli, svojega srca, nazaj do prednikov in do vseh naših bližjih. Organizacijski sistemi pa niso samo človeško polje, je prostor, je kraj, so stavbe, so produkti, so ustanovitelji, je skupnost, je kolektivna in tudi seveda zaposleni vsekakor in so malo druga pravila. In ko to spoznamo, si mislimo, wow, koliko bi lahko šlo boljše podjetnikom, koliko bi lahko šlo boljše tudi posamezniku pri delu, če bi poznali ta pravila igre in sem vesela, no, da zdaj jih je že, mislim, da jih bo skoraj 50, ko zaključilo to usposabljanje in da se to širi naprej. Tako da so eni ljudje zelo uspeli, ker so upoštevali ta pravila. Zdaj, kakšna je tukaj omejitva, da je tisti, ki je ustanovitelj oziroma direktor podjetja, da je odprtega duha, bi rekli. In kdaj to uporabljamo v organizacijskih sistemih? Ponavadi ljudje, podjetja, ko so face v krizi, to ne želijo slišati za take sisteme. Jaz nekako tako rečem. Podjetja imajo navadno neke analitične pristope in vedno, ko naredimo neko analizo, poročilo, ko se nam kaj dogaja, je to že preteklost. Potem pa iz preteklosti skočijo v prihodnost, pa grejo cilje določati, pa strategije, pa za naprej. Se pravi, iz preteklosti skočijo kar v prihodnost, postavitev nam pa pokaže, kaj je zdaj tukaj. Naredimo kratki sprehod po preteklosti in samo prvi korak, ker pozabimo, da to pogledamo in kaj je tisto, ki zdaj podjetje drži nazaj in pogosto se tudi podjetje doživi travmo lahko za nazaj, tudi podjetje ima kakšne ovire, posebno pri kakih odločitvah, ne vem, eno podjetje se odloča, ali bo šlo na albanski trg, ali bo šlo na grški, pa se pokaže, da boljše, da gre na ta trg. In to lahko pomeni zelo veliko za neko podjetje. Ali se odloči podjetje, ali bo imel proizvodno, ne vem, 100 km stran, pa potem pomeni, da bo 50 družin izgubilo mogoče neko socialno situacijo. To so lahko zelo pomembne. Vemo, se spomnim enih podjetij, ko so potem eni se mogli voziti pol ure stran. Kaj je to pomenilo za družine? Nekdo, ko je šel tako posegati, ne vem, če se je tega zavedal. Tako da vabljeni na naš inštitut, zdaj bo že 5. obletnica, imamo tudi nas kar nekaj sodelavcev in zdaj 7. decembra bomo praznovali zdaj 5. obletnico širitve teh sistemskih postavitev, tako da so dobrodošli in posamezniki, družine, da lahko kaj razrešijo na ta način. Lahko pridejo tudi kot posamezniki na individualno delo, če ne želijo delati v skupini, takrat lahko tudi bolj
globoko kaj doživijo, ker so sami predstavniki svojega sistema, ampak je bolj naporno, moram reči, za posameznika se pa počutijo lahko bolj varni, ker ni drugih zraven. In ravno tako podjetniki, organizacije, tudi za karierne postavitve delamo, za kariero. Danes veliko prihaja ljudi, ko grejo v pokojitev, pa so še stari tam malce 60, pa reče, jaz bi pa rad videl, kam bom pa zdaj delal še naslednjih 20-30 let. In delamo karierne postavitve, ne samo z mladimi, ne, to smo tudi projekte delali. Ampak tudi z upokojenimi ali pa za mlajšimi upokojenimi ali pa tisti, ki se bližajo v penziji. Tako. Takole, drage gledalke in dragi gledalci, sami presodite, ali ste dobili idejo za nerešljive probleme, veste, kam se obrniti ali kako pogledati na določene probleme. Hvala, da ste bili z nami in srečno.